skupine Slovenske nacionalne stranke, kolega Zmago Jelinčič Plemeniti. Hvala. Prav lep pozdrav vsem skupaj. Zanimivo, kako se je začela danes predstavitev podpisnikov interpelacije. Gospod Nemec je rekel, pred seboj imam nepreklicni odstop ministra Hojsa. Zelo zanimiva dikcija. Odkot pa njemu ta dokument? Ali se je NPU potrudil, da je dal gospodu Nemcu dokument v roke, če nekdo reče, da imam pred seboj nepreklicni odstop gospoda Hojsa, je to razumljeno lahko samo na ta način. To samo dokazuje nekaj, in to je to, da je pripravljenost umakniti ministra Hojsa eden od sestavnih delov razbiti sedanjo vlado, prevzeti oblast v roke in še naprej tržiti in odpreti tiste pipe, iz katerih je teklo, bi rekel, kar ogromne količine denarja. Glede na to, ker se nič ne ureja, lahko rečem v višini stotin in stotin milijonov evrov. Če prištejem zraven še tisti iranski denar, ki ga nočejo raziskati na NPU-ju, je tisto še 1 milijarda evrov. Skratka, zelo zanimivo, kaj se dogaja tukaj. V bistvu se govori o tem, da je najbolj, bi rekel, sporna odločitev gospoda ministra ta, da je dovolil koncert hrvaškemu pevcu Thompsonu. V Slovenski nacionalni stranki smo absolutno proti temu, da kakršnikoli ustaški pevci pojejo tukaj svoje pesmi, jurišne pesmi, in to je prav, da se tega ne dovoli. Ampak tega ni kriv minister. Upravno sodišče, ki je v rokah stranke SD, Socialnih demokratov, je določilo, da ta koncert mora biti. Kdo je zdaj tukaj kriv? Upravno sodišče je to odločilo in zahtevalo, 2 uradnici na Ministrstvu za notranje zadeve pa sta pač to potrdili in dovolili. Minister zagotovo ni vedel o tem nič in tukaj njegove krivde ni. Interpelacija pa v veliki meri temelji ravno na temu, da je dovolil temu pevcu. Ne. V Slovenski nacionalni stranki smo tudi rekli, ko smo zvedeli, da bo ta koncert, smo rekli, potem pa naj v primeru, če bo kdorkoli dvignil roko v nacistični ali pa ustaški pozdrav, da se tiste odpelje in se koncert prekine in se ga anulira. Zanimivo je pa to, po podatkih, ki sem jih dobil, je policija podpisala pisno pogodbo z organizatorjem koncerta, da bo zagotavljala red in mir. Zakaj se pa ne vprašamo, kdo v policiji je podpisal to pisno pogodbo? Ta, ki jo je podpisal, je bil član leve politične provenience. Zelo zanimivo, ampak o tem se ne razpravlja tukaj. Govori se o zadevi NPU. V veliki meri je govora tudi o tem, da minister posega v delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada. In vendar se je ravno tam nabralo toliko svinjarije, da je težko, mislim, enostavno zamižati in počakati, da zadeva mine. NPU ni raziskal, recimo, iranskega denarja, kako je šel čez Slovenijo tako velika količina denarja od države, ki je na spisku podpornikov terorizma. Nič se ni zgodilo. Zanimivo je tudi to, da se NPU ni vprašal, zakaj veliki milijoni denarja za gradnjo mošeje v Ljubljani, ki jih je prispevala Katar, država Katar, ki je tudi na spisku,
ki podpira teroristična dejanja. To nikogar ne zanima. Po drugi strani je zanimivo tudi to, da v eni zadevi, ki se ji reče papirnica Radeče, so ravno tako vpleteni neki arabski solastniki, ki jih je indijska obveščevalna služba deklarirala za podpornike terorizma. O tem je obvestila tudi slovensko ambasado. Slovenska ambasada je obvestila tudi naše organe, ki bi morali reagirati, pa se nič ni zgodilo. Jaz imam tukaj kar, nisem vseh papirjev prinesel, ampak to je zajeten štos papirjev, ki govori o teh igrah in ki govori o igrah, finančnih igrah, v katere so vpleteni visoki predstavniki stranke SD, Socialnih demokratov. Tudi mediji so objavljali kar nekaj fotografij in pa imen gospodov, ki so vpleteni v vse skupaj. Hecno je to, da v zvezi s to zadevo v Radečah, kjer gre za veliko svinjarijo, je nacionalni urad dobil papirje, jih je na hitro pregledal, potem je to vse skupaj predal na policijsko upravo v Celju. V Celju so pogledali, vse skupaj so potem poslali v Laško, tam je vse skupaj pogledal kakšen policist, ki se v glavnem ukvarja z prometnimi prekrški, konec koncev Laško ni tako veliko mesto, da bi se lahko ukvarjalo z visokim kriminalom, in ker ta človek zaradi neustreznega znanja na področju pretoka denarja, goljufije, podkupovanja in podobnega, ni vedel, kaj bi naredil, je rekel, nisem ugotovil nobenih znakov kaznivega dejanja. In zadeva sedi. Ta zadeva je bila seveda potem vrnjena in nič se ni zgodilo. Zanimivo je, da je v tistem času, ko bi se moralo to urejati, je bila na Ministrstvu za pravosodje gospa Katičeva, ki je tudi zelo pogosto obiskovala Radeče in se tam pogovarjala z določenimi stvarmi. Kazensko je potem vodila vse skupaj gospa, mislim, da Giacomelli, to je bila predsednica Celjskega sodišča, in proti tej gospe Giacomelli je celo vložena kazenska prijava. Ne vem, kaj bo, bomo videli, kaj bo. In zadeva je bila predana tako specializiranemu državnemu tožilstvu in NPU-ju, najprej že v sredini leta 2018, potem še 4.4.2019, pa 21.10.2019, pa potem še 6.4.2020 in 1.9.2020, pa se nič ne zgodi. Tukaj se evidentno kaže, da NPU spravlja, pa še tudi druge ustanove, tudi na nivoju tožilstva, spravljajo določene zadeve v predal ali pa v eno omaro, odkoder ne pridejo nikoli ven. Smo že imeli tak primer z tožilcem Železnikom, ki je imel v omari spravljenih cel kup raznih prijav, pa se ni nič zgodilo. In se bojim, da se tudi tukaj ne bo nič zgodilo. Je pa zanimivo, kateri gospodje so vpleteni. Jaz sem dobil kar nekaj podatkov, kako se na NPU-ju dogaja vse skupaj. In določeni kriminalisti, ki hočejo delati, v bistvu težko delajo, zaradi tega, ker je, to je bilo tudi objavljeno, da je tukaj ena trojica, ki izvaja pritiske na kriminaliste NPU. Tukaj not piše lepo, da je to Rok Cvetko, Gregor Novak in pa Mitja Gregorc. Jaz mislim, da je zraven, kot so mi rekli, tudi Eržen Nejc, ki je v veliki meri, kot so mi povedali, konstruktor raznih teh zarot.
Zanimivo pa je to, da je eden od teh naštetih je bil nekoč izterjevalec dolgov, kar je zgleda ta prava kvalifikacija za Nacionalni preiskovalni urad, in še zdaj baje tudi pošilja ven razne podatke na firmo nepreverjeno in daje tiste zadeve, ki bi morale ostati tajne in zaprte znotraj Nacionalnega preiskovalnega urada. Celo tako daleč, zato ker jim grem jaz malo v nos, sem izvedel, da je eden od teh ljudi, ki je baje celo spremenil priimek, da je prej imel en drug priimek dol z juga, pa se je zdaj preimenoval v slovenski priimek, da je celo uspel ob pomoči nekaterih, da se mene preganja zaradi nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem in eksplozivi. Ne vem, kako je to mogoče, ampak jaz imam na državnem tožilstvu odprto zadevo, češ da sem se ukvarjal z preprodajo in proizvodnjo z orožji in eksplozivi. Mislim, tukaj se kaže vsa pokvarjenost določenih krogov na NPU-ju. Poleg tega imam odprto še zadevo, baje, v zvezi z Azerbajdžanom, češ, da sem podkupoval. Zadeva teče že kar nekaj časa in kot sem dobil podatke iz tožilstva, je ena zadeva bo zastarala leta 2040. Tukaj se vidi, kakšen je namen. Po zakonu, karkoli bi bilo, ne more zastarati šele leta 2030, ampak vsaj 10 let prej. Ampak ne, treba je enega uničiti in to tistega, ki ima dolg jezik, če rečemo po slovensko na enostaven način, oziroma tistega, ki je pripravljen z dokumentacijo pokazati, kakšne svinjarije se dogajajo. Kajti takega človeka je treba odstraniti. Zdaj zaenkrat me probajo odstraniti na tak način, da mi bojo takele zadeve štelali in kot sem prej rekel, da eno zastaranje je leta 2030, na drugi zadevi, to se pravi v zvezi z tisto podkupovanjem tako imenovanim, kar je že takrat so ugotovile vsi nivoji, da ni šlo za nobeno podkupovanje, da ni nobeno kriminalno dejanje, ampak vendarle je na specializiranem državnem tožilstvu še ena zadeva, to je tisto Azerbajdžan, kjer piše zastaranje 27.3.2029. Pa lepo vas prosim, kva se greste? Kaj se greste? In seveda treba je odstraniti ministra, ki takšne zadeve problematizira. Zdaj, nekateri pravijo, da se bližamo tistemu času, ki smo ga enkrat že preživeli leta 1945 do leta 1949. Ampak mene skrbi, da se temu času oziroma ponovitvi tega časa bližamo. Metode so približno v isti smeri, malo bolj subtilne. Malo bolj subtilne zato, ker zgleda so brali kakšne zgodovino obveščevalnih služb v nekdanji Nemčiji v času nacizma od Josefa Gelena, ali pa so se učili pri Geheime Staatspolizei, to se pravi pri Gestapu, ali pa mogoče pri vzhodnem nemškem Stasiju, ki je bil še bolj konkreten pa še boljši od Gestapa. Gremo v tej smeri, ki si je ne smemo dovoliti. In zato uničevanje ministra, ki hoče te zadeve porihtati, je v bistvu protidržavno delovanje. Takšnih zadev, ki jih hoče minister sčistiti, da ne bi spet prihajalo do podkupovanja, goljufij in podobnega, je še kar nekaj. Zanimivo je, da skoraj v vseh teh zadevah so vpleteni tudi člani določenih političnih strank. Poimensko se vidi, da so tukaj noter v glavnem člani Socialnih demokratov. Tule imam
kazenske prijave in najava suma oškodovanja javnega premoženja in tako naprej. Spet cel štos enih dokumentov, v katerih je ovaden nekdanji uslužbenec za notranje zadeve, in sicer je ovajen župan Murske Sobote, sedanji župan, član SD-ja, ki ga je nekdanji župan Anton Štihec ovadil za celo vrsto kaznivih dejanj. Pa se v bistvu nič ne zgodi. Zadeva leži na pozicijah, nekje v predalih, globoko spodaj, in gospod Aleksander Jevšek, ki je tisti, ki ga je ovadil bivši župan Murske Sobote, se mu nič ne zgodi. Tudi, če pogledamo ovadba na NPU-ju zoper nekdanjega ministra gospoda Vlačiča, tudi člana socialdemokratov, za neko črno gradnjo, tudi nekje leži v enih predalih. Zanimive zadeve. In kaj seveda je tukaj spornega? Sporno je to, da morajo nekateri narediti vse, da minister za notranje zadeve sedanje ne bi zahteval revizije, kako niso delali določeni organi tam, kjer bi delati morali. Hecno je to, da je nekaterim bolj v interesu lastna pozicija, kot pa razvoj države. Človek bi pričakoval, in še posebej v Slovenski nacionalni stranki pričakujemo, da bomo delali vse za razvoj naše države, da bomo šli naprej. Ampak če hočeš iti naprej, moraš najprej poplačati stare dolgove. Stari dolgovi so pa zanimiva stvar. Stari dolgovi so tisti, ki mečejo slabo luč na celotno državo, na celotni sistem in slabo luč na vse tisto, za kar smo se vsaj nekateri v letu 1991 borili in ki smo vsaj nekateri tudi pritisnili na sprožilca, pa tudi, da so na nas streljali. Ni nas bilo veliko, ampak nekateri smo bili pripravljeni glavo tvegati. Zato danes zagotovo, ker se je začelo pucati, ampak zato včeraj pa zagotovo ne. Ker tukaj gre pa za veliko razočaranje, kaj vse so nekateri pripravljeni narediti za svojo promocijo, za denar, za finance in za vse skupaj. Pa vse se da urediti, ampak uredi se lahko samo na ta način, da se zadeve spucajo, da se zamenja tisto, kar je slabo. In če imamo eno košaro jabolk, v kateri je eno jabolko začelo gniti, ne pomaga, da vzameš jabolko ven, pa jo obrežeš, pa daš nazaj. Treba jo je vreči ven, ker če jo daš obrezano nazaj, bo vse skupaj gnilo naprej. In to je treba narediti. In zato mi nikakor ne bomo podprli in ne podpiramo interpelacije, ki je danes vložena zoper ministra gospoda Hojsa. Ta interpelacija je tudi produkt, bi kar rekel, pomankanja idej, pomankanja razmisleka, pomankanja dejanskih stanj oziroma analize dejanskega stanja in pomankanja dejstev. Gre za eno ad hoc varianto, kako nagajati, kako uničevati in kako prepričati ljudi naokrog, da je tukaj nekaj slabega. En pregovor pravi, da je najhuje takrat, ko se lopov dere, ujemite tatu. In točno to se dogaja zdaj. Hočejo zakriti tiste malverzacije, tista podkupovanja in odtekanje denarja, ki so jih storili prejšnji gospodje. In ko se govori, da je minister Hojs
hoče sčistiti in zamenjati in da zamenjuje določene kadre, ki naj bi politično delovali prej, zagotovo so, ampak z novimi, ki naj bi bili v korist sedanje oblasti, jaz sem prepričan, da jih zamenjuje s kvalitetnimi kadri, ne s politično obdelanimi in usmerjenimi kadri. Lahko pa povem, kako so bili politično usmerjeni določeni kadri v nekaj časa nazaj. Ko je bila Slovenska nacionalna stranka pred to 7-letno pavzo v parlamentu, je gospod Rado Bohinc, takratni minister za notranje zadeve, tekel po ministrstvu za notranje zadeve in se drl, Jelinčiča je treba zapreti. In Jelinčiča so seveda dali na sodišče. In tukaj je asistirala tudi takratna ministrica za kulturo, gospa Richter, in sicer, da ni hotela plačati nekega dolga, ki ga je imela in ga še ima država do mene. In tudi gospa ministrica se je trudila, ravno tako iz iste politične opcije. Vse skupaj je potem padlo na sodišču, pa nikomur nič. Nikomur nič. Gospodi se fučka, kajti ta gospoda je bila še vedno na oblasti in je bila na oblasti pravzaprav do včeraj, če tako malo parafraziram. Enkrat se mora to nehati. Treba je zadeve sčistiti, treba je zadeve urediti, treba je zadeve povedati, kako in kaj, in potem gremo skupaj naprej. Nehajte rušiti, pomagajte. Slovenija ni v zavidljivem položaju. Ni v zavidljivem položaju. In vse svinjarije, ali tukaj ali tam, je treba sčistiti. In jih bomo sčistili. Samo, lepo vas prosim, takšnih zadev, o katerih sem govoril, je polno. Jaz sem tukaj gor prinesel, kaj jaz vem, en delček dokumentacije. Meni pošiljajo dokumente razni ljudje. Razni ljudje. In to kopije vlog na tožilstvo, na NPU in tako naprej. Ampak nič, ne, recimo, tudi tukaj v zvezi z tole papirnico Radeče. Moram povedati, da papirnice Radeče ne bi bilo, če ne bi v prvem mandatu, takrat je bil, minister je bil, no, vse ni važno, ampak skupaj s tistim ministrom sva mi dva poskrbela, da je Radeče papirnica dobila kredit, da je ostala in obstala. Takrat je gospod Zahrastnik napisal zahvalno pismo meni, da se je zahvalil, da je to ostalo, da ni šlo k hudiču. Ne? Ampak danes gre pa k to hudiču in tukaj recimo s kom se trguje oziroma kdo je tisti, ki od zadaj tudi dobiva denar, ko se iz papirnice Radeče nakazuje po 35.000 evrov mesečno v Dubaj in se potem okrog ovinka vrača in tako naprej, pa se dokapitalizira in tako. Tukaj je recimo en Usman Šaik, Emkan Investments LLC, Emirati, Emirates Financial Towers, in sicer DIFC, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates. Pa kaj? Ti ljudje so na črni listi, ampak to pa nas nobenega ne briga. Ta zadeva je šla na okrožno državno tožilstvo, pa na NPU in nič se ni zgodilo. Primer, ki je bil danes tudi omenjen oziroma deklarativno prikazan kot grozljiva stvar, je to, da je gospod Kangler naj bi posredoval pri eni zadevi, ki se tiče njegovega, kakor pravijo, prijatelja Hojsa. Prvič, to ni bil noben prijatelj, jaz mislim, da gospod Kangler ima do tega gospoda odklonilen odnos, ampak dejstvo pa je, da je ta gospod Hojs poslal 2 dopisa gospodu Kanglerju, ki je državni sekretar, in državni sekretar je ta 2 dopisa posredoval naprej, kar je njegova dolžnost.
Se je vendar dolžnost policijskega uradnika na najvišjem nivoju, da prenese tisto dokumentacijo in zahteve, ki jih dobi, naprej. Nič ni rekel, tako pa tako morate narediti, samo tole sem dobil, poglejte, kaj je to. In dejstvo je, da se za tem vse skupaj skriva precej svinjarije. Kdo je vpleteni, upam, da bo prišlo na dan, ko se bo zadeva odprla. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se zadeve sčistijo, da se zadeve do določene mere uredijo in da se tiste ljudi, ki so kompromitirani, da se jih zamenja. Kot so mi povedali, kako je nastal NPU, to je iznajdba nekdanje gospe ministrice Katarine Kresal, je ona hotela narediti eno, bi rekel, svojo policijsko enoto. V času Hitlerja on je imel Leibstandarte in nekaj takega naj bi ta inštitucija bila za gospo Kresalovo. Gospa Kresalova je potem zaradi mahinacij že pri stavbi NPU-ja dobila malo po glavi, njen prijatelj gospod Pogačnik seveda ravno tako, pa še potem kasneje mu je bilo odpisano kar nekaj milijonov, tako kot se odpisujejo milijoni gospodu Jankoviću, pa tudi nič nikomur, zaradi tega, ker je na pravi politični strani. Tako da se človek vpraša, skrajni čas je, da se to sčisti. Strah, da bi se to sčistilo, je pa tako evidenten in tako močan, da je treba rušiti tole vlado. Niso pomembni ne dejstva, ne zadeve, ki stojijo, kakor stojijo, pomembno je samo zrušiti vlado, potem pa, tudi če gre vse k hudiču, samo da bomo mi na vrhu prestola, ko bo šlo pod nami vse k hudiču. Ampak v Sloveniji nas je vedno več takih, ki nočemo, da gre Slovenija k hudiču, ki hočemo, da se sčisti, ki hočemo, da se zadeve postavijo na prave temelje in da se iz teh temeljev gradi država. Iz teh temeljev, ne iz nekih goljufivih, podkupljivih variant. Tega imamo že preveč. Pa saj poglejte, kako se zadeve štelajo. Zdaj malo manj. Ampak še zmeri povsod slišimo iste ljudi, iste predstavnike določenih opcij, ki hočejo še vedno poseči po državnem denarju. Seveda mediji pomagajo pri tem. V prvi vrsti ta nacionalna televizija, ki vsak dan gledamo celo kopico nekih ljudi, ki delajo reklamo za televizijo. Kako je to dobra, pametna, brez tega bomo kar umrli. Lepo vas prosim, Grčija je naredila tako, kot bi morali pri nas. Čez noč ukinila svojo nacionalno televizijo, čez mesec dni jo je ponovnoma odprla. S tem, da so znižali število uslužbencev za približno 60%. Pri nas bi morali ravno tako narediti. Kajti naša nacionalna televizija je res grozljivka. In če pogledamo, koga predstavljajo in koga kličejo na oddaje, se točno vidi, da se izogibajo tistih, ki bi bili lahko, bi rekel, kaj direktnega povedali in ki ne bi trobili v njihov rok. Ali pa take, ki se jih da zmanipulirati, pa da ne vejo, kakšno neumnost rečejo in tako naprej. Konec koncev, in zato mi plačujemo, zato mi plačujemo, da nacionalna televizija trosi laži. Tistih 2200 plus še kakšnih 400 zraven, ki so pripeti na ta javni zavod, lepo vas prosim, državi ne delajo nič dobrega. Prej sem govoril tudi o nekaterih ljudeh iz NPU-ja. En zanimiv primer, ki je bil zadnjič tudi, o tem je bilo govora tudi na sodišču, kako je en uslužbenec NPU-ja si sposodil od določenega človeka 6000 evrov, da bo naredil navidezni odkup mamil. Ta odkup je bil narejen, vendar
ta človek iz NPU-ja tistemu, ki mu je denar posodil, denarja noče vrniti. Pa lepo vas prosim. Lepo vas prosim. Lahko si mislite, kako bi s takim agentom delovali oziroma delali v kakšnih normalnih državah, kjer je policija normalna in kjer je kakšna taka specialna organizacijska enota zadolžena za uničevanje kriminala proti trgovini z drogami in podobno. Meni so rekli, da je NPU bil narejen na ta način, da so v bistvu izbirali največje strokovnjake, ki bodo zasedali delovna mesta. In ti največji strokovnjaki imajo seveda bistveno višje plače kot navadni kriminalisti, ki naredijo 90% posla naredijo ti kriminalisti, nekaj malega naredijo na NPU. V glavnem pa predajajo na nižje enote, potem pa kar je narejeno, se pohvalijo s tem. Vzeli recimo kot bančnega specialista, kot so mi povedali, so vzeli nekoga, ki je bil prej na šalterju v banki in sicer je obravnaval stranke. Jaz dvomim, da je to kakšen velik bančni strokovnjak, kajti človek bi sodil, da za bančno strokovnost moraš imeti kaj več kot takšno prakso. In take ljudi pač ne moremo soditi, ne sodijo tja noter na te pozicije. Jaz mislim, da bo minister danes, ko interpelacija ne bo uspela, dobil še dodaten zagon za čiščenje določenih institucij. Sej ni treba, da se tisti, ki so krivi, da se jih kar postreli, pa ne vem koga, ampak treba se usesti z njimi in se dogovoriti. Putin je naredil lepo za določene zadeve, zato da ne bi pluval po lastni državi, je poklical tiste svoje tajkune in jim rekel, spoštovani gospod, tako ali tako, imamo v tebi to in to in to. Daj državi, kar je državnega, mi bomo pa zamižali na eno oko. Tudi to se da narediti. To je smiselna rešitev tega vsega. Ampak ne pa, da se ruši tistega, ki bi hotel morda tudi v tem smislu kaj narediti, ampak se ga ruši zato, da se bo naprej iste prakse gonilo. To pa ne gre. To dokumentacijo, ki jo jaz imam, bom verjetno, ne vem, če bo smiselno, bom predal določenim inštitucijam, čeprav sem mislil, da bo predvsem gospod Nemec, ki je šef Komisije za kontrolo obveščevalnih služb, da bo on bolj zagret za to, da se zadeve sčistijo, ne pa da bo ščitil vse tiste, ki so delali take ali drugačne grdobije, da ne bom kaj drugega uporabil. Ampak kot kaže, gospod Nemec ima nalogo, da zaščiti ene zadeve in da ne dovoli določenih drugih rešitev. Včeraj smo imeli na seji predlog določenih sklepov, za katere gospod Nemec niti ni vedel, a bojo izglasovani ali ne bodo izglasovani. Ni jih dal na glasovanje, ker je tako presodil, ne dam jih na glasovanje in konec. Pa niti ne ve, ali bi bilo sprejeto ali ne bi bilo sprejeto. Takšno ex cathedra odločanje nikakor ne sodi v demokratski parlamentarni sistem. Tudi tukaj je treba potem marsikaj narediti. Spremeniti in popraviti. Jaz samo želim gospodu ministru, da mu ne bo zmanjkalo želje in volje potem, da bi državo spravil na pravo pot, da bi uredil zadeve in da bi rešil tisto, kar se še rešiti da. Dostikrat lahko rečem oziroma mislim, da bodo kakšni rezi hudi in morajo biti hudi, kajti tisti, ki so krivi, naj bodo krivi. Ne pa, da se obdolžuje in obsoja določene ljudi,
Samo zato, ker niso politično na pravi strani in zato, da bi potem rekli, ja, jih bomo lahko stisnili, kakor češ, tako kot pri meni pravijo, da so nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva. Pa lepo vas prosim. Jaz sem registrirani zbiralec orožja in če kdo čuva te zadeve, tako kot jih je treba po zakonu, sem to jaz. Zagotovo, ker nočem, da bi se karkoli zgodilo, ker potem zbirke nimam več. In potem mi dajo eno zadevo, neumnost, totalna neumnost, saj bom dobil tudi te papirje in si bom prebral, kaj so napisali te gospodje z NPU-ja in kaj zahtevajo in tudi kaj zahteva tožilstvo od tega. In zakaj noče zadeve zavreči. Vse bom zvedel, brez skrbi, da bom zvedel. Ampak seveda, dokler je to odprto, me bojo poskušali stiskati. Ne glede na to, da je že v osnovi narobe napisano, da zadeva zastara leta 2030. Ne vem, zakaj niso napisali, da zadeva zastara 3020. Pravzaprav, tudi to je za pričakovati od naših organov. Ampak mislim, da se je zadeva začela odvijati v pravo smer. Tudi to, da danes govorimo o interpelaciji proti ministru Hojsu, je pravzaprav zadeva, ki teče v pravo smer. Tukaj se je začelo in od tukaj naprej se bo razvijalo in na koncu, sem prepričan, se bodo zadeve uredile na ta način, da bomo na koncu imeli enkrat urejeno, pošteno in ne več skorumpirano in pokradeno državo Slovenijo. Še enkrat povem, v Slovenski nacionalni stranki te interpelacije nikakor ne bomo podprli. Hvala.